dejstvu, da je Slovenija zdaj edina evropska država, ki že praktično pol leta nima nobenega učinkovitega nadzora nad varnostnimi in obveščevalnimi službami, kar samo po sebi predstavlja kršitev ustavnega reda, slovenskega pravnega sistema in pa tudi nevarnost za varovanje človekovih pravic in svoboščin. Po drugi strani pa bom v drugem delu predstavil še zakon o grbu, zastavni himni Republike Slovenije, ki je bil danes vložen s strani poslanske skupine SDS. Kot veste, že mesece traja tragikomedija, ki jo pelje vladajoča koalicija skupaj s svojimi podaljškoma v opoziciji pod B, kot se je temu včasih reklo, ker imajo pač svoje rezervne glasove, in sicer tako, da ne potrdijo sestave komisije za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami. Izgovori, ki smo jih poslušali od začetka in so se morda nekomu, ki je prava neuk oziroma stvari ne pozna, zdaj še razumni, so se seveda izkristalizirali kot blef ali pa zavajanje najslabše vrste, kajti zdaj je najbrž, upam, že res vsem jasno, da če bi kdorkoli v komisiji, ki bi želela izvajati nadzor nad katerokoli od varnostnih in obveščevalnih služb, bil oseba, ki bi se lahko na katerikoli način okoristila s podatki, ki bi jih pri tem nadzoru prejel, ima seveda služba sama možnost, da odkloni celoten nadzor, celotne komisije. Tako da do kakršnekoli zlorabe niti teoretično ne more priti. To za začetek. Drugi del te zgodbe pa je, da je to seveda zgolj nadaljevanje stalnega kršenja človekovih pravic, kar v resnici to edino je, in pa zlorabe institucij na najslabši možen način, ki ga predstavlja tisti proces, ki ga mediji napačno ves čas imenujete proces Patria, dejansko pa je to škandal zaradi zlorabe institucij in pa grobe kršitve človekovih pravic. To se zdaj že vidi. Zdaj sta bili dve odločbi Ustavnega sodišča, ki vsaka zase predstavljata strahotno klofuto v slovenski tranzicijski levici. Prva je ta, da je Janezu Janši bil povrnjen mandat strani Ustavnega sodišča in sicer bi sedaj v normalni državi seveda edina tema, ki bi bila prisotna v političnem prostoru, bila, kdaj bodo odstopili vsi tisti, ki so zavestno kršili človekove pravice, ne samo njemu kot poslancu, ki je morda celo manj pomembno, ampak kar je bistveno, več kot 6000 volivkam in volivcem, ki so mu dali svoj glas. In to so počeli zavestno. Kajti, ko smo imeli razpravo v Državnem zboru, sem jih seznanil tako z odločbami Ustavnega sodišča, kot tudi s večkratnimi odločitvami Evropskega sodišča za človekove pravice v Štrasburu, kjer so popolnoma nedvoumno postavili, kaj je evropska norma. Zaradi nobene okoliščine, ki je bila znana pred volitvami, ni po volitvah, nekomu, ki so mu volivci podelili svojimi glasovi mandat, dopustno ta mandat odvzeti ali ga kakorkoli omejevati. In tukaj smo se nazaj pri varnostnih in obveščevalnih službah, kjer se ravno s tem izgovorom ves čas zavračalo imenovanje te službe. Če je to, glede na evropsko, nedvoumno, ustavno-sodno prakso, popolnoma nedopustno početje, potem gre seveda tudi tukaj za grobo kršitev človekovih pravic in komu je v korist, najbrž ne treba posebej razlagati. Toliko po teh razpravah vsi dobro veste, da je največja varnostna in obveščevalna služba vezana direktno na predsednika vlade in najbrž je vsem jasno, kaj pomeni, če tam učinkovitega nadzora ni. Tisto, kar smo poslušali tudi kot enega bolj smešnih izgovorov, češ da tako nadzor opravlja varuhinja človekovih pravic, se je tudi na pristojni komisiji izkazalo za popoln blef, namreč ona ima izrazito omejene pristojnosti in v vsebino samega nadzora v nobenem primeru nima ne vpogleda, ne pravice kakorkoli posegati, za razliko od pristojnega delovnega telesa Državnega zbora, ki pa ga žal ni. Da je temu res tako, naj samo spomnim na izjavo, ki je ostala precej nezapažena, pa izjemno pomembna, da je celo novo imenovani predsednik oziroma direktor največje varnostne in obveščevalne službe
na seji z Komisije za peticije in človekove pravice izjavil, da parlamentarnega nadzora ni mogoče nadomestiti z ničemer. Da ga ni mogoče nadomestiti z ničemer. On se torej dobro zaveda, kakšna past in kakšen dvorezen meč je sedanji stanje. Odgovornost za to, da do imenovanja ne pride, pa je zgolj in samo na strani vseh tistih, ki so doslej to imenovanje zavračali. Še enkrat ponavljam, iz čistega bleferstva. Kajti služba sama lahko kadarkoli, kogarkoli oceni kot osebo, ki bi se lahko koristila s podatki, ki jih pridobi z nadzorom, in tak nadzor v celoti odkloni, ne samo tistega, da ne bo nesporazumno, ampak sploh tisti nadzor. In zaradi tega je seveda situacija popolnoma jasna. Tukaj gre za dvojni učinek. Po eni strani se namerno pušča službe brez nadzora, najbrž še enkrat povem jasno, komu to korist, in po drugi strani se izkorišča priložnost za očitno protiustavno polivanje gnojnice po največji opozicijski stranki, pri čemer pa se zavestno krši temeljna ustavna načela in, če želite, tudi evropsko ustavno-pravno oziroma ustavno-sodno prakso. Upajmo, da bo temu se bo ta zgodba jutri končala, ampak v Sloveniji, glede na trenutno stanje politične kulture, je glede tega težko biti kakšen zelo velik optimist. No, po drugi strani pa se bliža obdobje, na katerega smo lahko zelo ponosni. To je obdobje, ko se spominjamo trenutkov največje enotnosti, ki je potem pripeljala tudi do slovenske osamosvojitve. Potem bi mimogrede spomnil, da ne glede na to, da je bil Janez Janša izpuščen iz zapora, ker je bila druga klofuta, v zaporu ostaja Tone Krkovič, eden od najbolj zaslužnih ljudi za slovensko osamosvojitev, in to v luči prihajajočih praznikov mislim, da je zelo žalostno dejstvo. Vendar to so trenutki, ko je potrebno pogledati, kakšen je pravzaprav naš odnos do domovine. In zaradi tega, ker je tako obdobje priložnost, da sami pri sebi poiščemo tudi boljše rešitve in damo vrednoti domoljubja tisto mesto, ki v besedah vsi dajo izjemno veljavo, v dejanjih pa, kot sem ravnokar opisal, niti približno žal ne. No, ampak zaradi tega razloga v poslanski skupini SDS ponovno predlagamo, da se vendarle spremeni in dopolni zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, in sicer v več delih. Po eni strani, da se vendarle uveljavi ustavno načelo, kajti to piše v slovenski ustavi, da je celotna Zdravica himna Republike Slovenije, da pa se seveda lahko uporablja tudi v skrajšani obliki. Po drugi strani, da se spremeni odnos do slovenske zastave, da naj tudi slovenska zastava vedno visi iz Ljubljanskega gradu kot slovenski narodni simbol in nacionalni simbol in, kar je bistveno, državni simbol. Kajti zdaj smo priča zelo paradoksalni situaciji, da glavno mesto države na ustrezen način, na simbolni ravni, ne obeležuje slovenske državnosti tako, kot bi sicer pričakovali. To je tudi običajno v vseh drugih evropskih mestih, o tem se lahko sam prepričate. In po tretji del tega predloga je, da se vendarle gre v smeri, ki jo celotna Evropa sprejema kot svoj okvir vrednot. Namreč ne smemo pozabiti, da demokratična, moderna Evropa je nastala na ruševinah Berlinskega zidu, na zrušenju srpa, kladiva in rdeče zvezde, in da pa predtem seveda nacizma, fašizma v času druge svetovne vojne in pa obdobja po njej, pa padce vseh tistih preostalih totalitarizmov, ki smo jim bili priče v Španiji in pa na Portugalskem, ki so bili sicer tudi fašistične narave, vendar so v javnem diskursu velikokrat po nepotrebnem pozabljeni. No, ampak Evropa ima do vseh teh odklonilno stališče in ima odklonilno stališče tudi do njihovih simbolov. Do simbolov vsega tistega, kar je preprečevalo
da bi bila pač Evropa demokratična, vsa Evropa in tudi združena vse do padca Berlinskega zidu. In zaradi tega je naš predlog, da se pač uporabo teh simbolov, totalitarnih simbolov, torej vseh, od kljukastega križa, če želite, do snopa fašistov, do Rdeče zvezde in do vsega ostalega, kar so odete na vlake zraven, enostavno prepove. Tako, kot je to običajno v večini evropskih držav, seveda pa se dopusti uporaba tistih simbolov, ki so simboli pač neke skupnosti oziroma nekih zgodovinskih dejstev, ki so pač bila značilna tudi za Slovenijo v tistem okviru, kot je to v normalni državi tudi običajno. Se pravi, da se po eni strani omogoči, da se tisti, ki to želijo, ohranjajo pač te stvari v svojem spominu, da pa se ne sme poveličevati nobenega od simbolov totalitarnih režimov, ravno tako kot ne njihovih dejanj. Mi smo tudi po nekaterih stvarih res izjema med izjemami v Evropi, ne, da se še danes stvari, ki so pravzaprav masoven zločin, pri nas dostikrat prikazuje kot nekaj, kar je opravičljivo ali pa kar je bilo celo v določenem obdobju nujno potrebno. Noben zločin je opravičljiv. To je pa temeljna evropska norma, pa ne samo evropska norma, to je vendar temeljna civilizacijska norma, ki velja za celoten demokratičen svet.